Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o korona otrocih oziroma otrocih, ki se rojevajo v temu času. Zanimivosti, ki jih je opazil astrolog, zanimivosti, ki so jih opazili tudi drugi, ki gledajo te natalne karte, torej ki gledajo, kaj je tisto s kakšnimi poslanstvi, s kakšnimi talenti, s kakšnimi nekimi predispozicijami so te dušice prišle na ta planet, kaj bojo naredile, kaj so, a so specifične, a imajo kaj na kakšen način, ker se vemo, otroci danes so drugačni. Jimmy je danes v moji družbi, lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo. Za Klepet ob kavi izvajaš veliko teh astroloških kart, pogledov, tudi namenjen seveda dojenčkom. Tudi sama moram reči, meni je bilo zmeri najboljše darilo, ker sem ga lahko komu dala, ker se mi je otrok rodil, da sem jim dala to karto, ker so v bistvu videli, kako so lahko boljši starši temu otroku, kje ga lahko podprejo. In ko se je meni rodil otrok, si tudi ti naredil za mojo Gajo, ampak sem ti rekla, prosim, ne mi govoriti stvari, ki me bojo programirale, ampak Vplivale. Je dejansko odgovorno to, ne? Je. Ni vseeno, v kakšnem stanju sprejemamo in dobivamo informacije in od koga. Ni vseeno. Ni vseeno, ne? Se pravi, ti lahko starše, lahko jih sprogramiraš za naprej nekaj, ali kakorkoli lahko? Programiram ne, lahko pa vplivam. Ko govorimo o dobrem vplivu, je to zaželeno, ne? Govorimo o tisto nezaželeno, ne? Ponavadi ljudje, ki sprašujejo kakršnekoli stvari, ponavadi so takrat zmedeni, konfuzni ali so v kakšnih problemih, takrat so ljudje dojemljivi za kakršnekoli negativne vplivi. Zaradi tega je potrebno, ko iščemo nasvete, da smo takrat zelo skulirani, umirjeni, ker kdorkoli svetuje, ne glede koliko je dober, je to samo njegovo mnenje in je lahko njegov vpliv. In jaz vedno poudarjam, to je moje mnenje, razmisli tisto, kar ti se zdi, da je okej, vzami tisto, kar ne, pa da je stran. Da je stran. To je pravilno stališče. Astrološka natalna karta, ki jo ti dejansko narediš za odrasle ljudi, pa tudi za dojenčke, v čem je to finta? Iz česa ti to dobiš? Se pravi, datum rojstva, ura rojstva? Tako, to se pravi, kakor vsaka natalna karta, ki se izdeluje, pač je potrebno nekaj podatkov. Osnovni podatki, datum, ura in kraj. To vsak astrolog ve, da točno dobimo energijo tistega časa, ki smo je prevzeli ob rojstvu. Ok, se pravi, če jaz razumem. Na nebu se ves čas spreminjajo stvari. Zvezde so tak, konjunkcija, una, tretja, tak kot, drugačen kot, tako naprej. To se dogaja, brez da mi vemo za to. In otrok, ki se rodi ob določenem času, se mu to vtisne za celo življenje, kakor je bilo takrat. V tem smislu. In to pač imamo zraven kot neko predispozicijo, kot neko osnovno energijo, s katero smo prvič prišli na ta svet, ali kaj? Mogoče je najlažje tako, da razumemo. Recimo zdaj bom malo mogoče šel malo mistično, z mistično razlago. Duša ima svoj namen v svoji inkarnaciji. In točno, zavestno ali nezavedno, izbira pravi čas, kakšne so energije, ki točno ustrezajo njeni potrebi, da to izkusi. Skratka, korelacija tistega časa, ko pride na svet in njene potrebe se uglašujejo. Nekateri rečejo, da mi izbiramo starše in izbiramo čas, ki je značilen tisti lekciji, tistih izkušnjam, ki jih duša rabi izkusiti. Se pravi, tudi če je carski res, tudi če je karkoli, je to še vedno po izbiru duše? Recimo, da je to, lahko bi temu rekli tako, nekaj rabimo izkusiti. Jimmy, pogledal si že več kot 2000 natalnih astroloških kart in v zadnjem obdobju jih tudi veliko gledaš. Kaj si dejansko opazil pri astroloških kartah otrok, ki se rojevajo v tem času? Je kaj drugače? Skratka, nekaj, kar je značilno generalno. Vsako obdobje
ima neko svojo specifiko, energetsko, karkoli, ne. Tisto, kar je res se opaža, da začetek 80. leta, 80., 90. in tako naprej do današnjega časa je prišlo do ogromne energetske spremembe, bodisi v zavesti, bodisi karkoli. Se pravi, konec 70., še posebej recimo otroci rojeni v 80. letih, izredno specifični otroci. 90. in vsako desetletje ima neko svojo specifiko, ampak od začetka 80. leta, ne, so to zelo specifični ljudje, ne. Zelo neobičajni, zelo nenavadni. Vesoljci. Je razlika med starejšo generacijo, definitivno. Jaz spadam v starejšo generacijo, ampak lahko opažam, kako te generacije so bistveno drugače. In če zdaj pridemo v današnji čas, ta generacija je še bolj specifična od 80-ih, ne. Wow. To je mogoče najbolj specifična generacija, ki se zdaj rojeva. Lahko rečem, da bo zelo za starše težavno, ker so zelo zahtevni otroci. To niso tako umirjeni, tam klasična slika, še posebej iz mojega časa. Pridna punčka, priden fantek, v redu. Zelo hitro dozorevajo. Jaz, da ne rečem ego, zelo hitro se postavljajo. Jaz se spomnim prvič, ko sem jaz rekel svoji mami ne, je kar nekaj časa. Teli že takoj. Nemirni so, zelo so nemirni. In že v očeh jim vidiš, da imajo neko svojo misijo. Točno vejo, kaj hočejo, čeprav razumem še zdaj ne dela, ne vejo točno, ampak točno vidiš, da je to neka posebna generacija. Jaz govorim, da je to generacija, ki bo dejansko spremenila svet. Mi smo, vsak od nas. Mi smo ga skoraj uničili. Ja. Mi smo ga skoraj uničili, oziroma dajmo pozitivno, vsak je prispeval, kolikor je lahko. Smo se potrudili pač po najboljših možnostih. Ampak tukaj je cela ena generacija, ki se zbira, ena močna energija in na temu pravzaprav bo temeljil ta preobrazba, ki se že dogaja in se še bo dogajalo. Za vsako preobrazbo rabimo tudi ljudje, ki so nosilci preobrazbe, ne. Tisti, ki so že malo odzadaj, sam lahko stopicamo ali pa opazujemo, ampak to bodo dejansko nosilci dejanskih sprememb, ki se je že začela. Spremembe so se pravzaprav že začele. In da bi lahko spremembe lahko uveljavili, morajo imeti specifične energije, morajo biti specifično naravnani, ne. In nekaj, kar je značilno že, ko vidim te dojenčke, mislim, to je čist druga energija. Čist druga energija. Mislim, vsak dojenček je the best. Še posebej, če vprašaš mamo, ne. Ja, seveda, vsaka ima najlepšega otroka. Ampak to so res neke specifične energije, še posebej, ko me zdaj starši sprašujejo, ampak kaj je to, prej je bil tak, ampak tole, nekaj čudenega, ne. A je kaj zaskrbeti? Nič zaskrbeti. Jaz sam rečem, malo se pripravi, malo več boš delal. Kot nasvet staršem, ne. Bolj potrpljenja bo, več pozornosti treba dati, ne. Hitreje bo odrasli in hitreje bojo učili staršev, ne. To so stare duše. Ful, kot da bi zdaj svet potrebuje stare duše in se zdaj inkarnirajo zelo veliko. Ne rečem, da so vsi, ne, ampak koncentracija specifičnih. Ampak kako je zdaj s tem? Zaradi tega, ker po eni strani sem slišala, da prihajajo duše iz drugih konstelacij, iz drugih planetov in tako naprej, da drugače dojemajo ljubezen, drugače dojemajo vse ostalo, zaradi tega, da bojo pomagali ta shift narediti. Po drugi strani ti praviš zelo stare duše, ki so prišle, ki so izkušene že in so prišle narediti ta shift. Se ni razlike. Okay. Čisto vseeno je, s kje pride.
Stara duša je stara duša, ne. Mi vsi imamo veliko izkušenj različnih planov, univerzumov, ampak na koncu to ni važno, ne. Važno je, da si se inkarniral na tem prelepem planetu Zemlja, ki je zelo pomembna točka v celem fizičnem univerzumu, subtilnem univerzumu, mentalnem univerzumu, ne. To je edina točka, edini planet, kjer človek lahko doživi osvoboditev. In ker je Zemlja specifičen spiritualni planet, valjda da vsa čuteča bitja, duše, prej ali slej pridejo na Zemljo. In vsi mi imamo te izkušnje. Ampak v formi človeka, ta forma je edina forma, kjer lahko doživimo svojo resnično realizacijo. Obstajajo različne forme civilizacije, višje inteligence, niže, ampak Zemlja je edino mesto, ker so uravnovešene zadeve. Med srcem in umom se lahko pride do balansa. In to je tisto, kar mi iščemo. Harmonija. Edino mesto, kjer lahko realiziramo in doživimo harmonijo med srcem in umom, kar je cilj, je planet Zemlje. Na ostalih mestih je ali je eno ali je drugo. Edino tukaj lahko, zaradi tega je Zemlja, zato se temu reče spiritualna. In to je čas, začelo se pravzaprav tam nekje od 50. letih, ko so se začele intenzivno pojavljati povišana stanja zavesti, intenzivni preboji v zavesti in čedalje bolj se kulminira, ne. Zaradi tega moramo gledati, da te nove duše, stare, kakorkoli to imenovali, ni važno. Lahko stara duša stran damo, ne. To so zelo specifična bitja. Zelo specifična bitja. In ta bitja prinašajo potencialno novo spremembo, ki jih Zemlja rabi. Mi vsi rabimo nekaj, ker zdaj je moment, ali bomo šli v razsulo, ali bomo se vzdignili. Naša je odločitev, naš napor. Oni so realizatorji in odločevalci. Oni bojo nosilci sprememb in tako, ja. Astrologija, Uran, Neptun, Pluton, kako vezo ima to? Skratka, astrološko, ko gledamo, ta transpersonalne planete delajo največji vpliv na planetarnem, kolektivnem nivoju. Osebni planeti so bolj za osebni nivo, ampak na kolektivnem nivoju, ko govorimo kolektivno zaznavanje, planet Pluton, Uran in Neptun najbolj vplivajo na najglobje občutenje, najgloblje energije, oni so usmerjevalci. Kanalizatorji tih višjih energij so Saturn in Jupiter, o tem smo nekaj že v eni predhodni oddaji govorili. Osebni planeti pa čisto osebno doživljamo. Ampak zdaj Pluton šara v Kozorogu že od 2008. leta in bo tam nekje do 2024-2025. In značilnost za plutonovsko energijo, da so upor do oblasti, sprememba struktur, sprememba nosilcev moči. Se pravi, niso ovčke. Niso nikakor ovčke. To je zelo težka energija, zelo močna energija in ta Pluton zdaj dela strukturalne spremembe, ne. Po domač povedan, pa grdo povedan, taki si ne bojo pustili, da jim bo en sral po glavi. Nikakor ne. To je močna energija, to Pluton, Kozorog, wow, ne. Potem imamo pa Neptuna, ki je zdaj v Ribah, ne. Ribe pa Neptun, direktna povezava z duhovnostjo, z občutljivostjo, z intuicijo, izven čutilnih zaznavanj. Se pravi, bojo znali začutiti, kje je resnica in kje ni, kdo jih nekdo okrog prinaša? Direktno, brez kakršnih koli olepšavanj, pak. Direktna konekcija z duhovnostjo, ne. Pol imamo pa specifičnega Urana,
Meni je on najljubši, zato ker ga imam na samem ascendentu in je to planet, ki najbolj vpliva name. Uran je zdaj trenutno v biku in on bo definitivno vrednostni sistem spreminja, pa monetarni, ne? Pa način prehrane in okolje. Skratka, vse, kar je povezano s prehrano, vse, kar je povezano z denarjem in vse, kar je povezano z vrednostnim sistemom. Se pravi, dober dan, ta prava moralna načela in vrednote, dober dan, zdrava ekološka sezonska hrana in dober dan kriptovalute? Tudi. Okej. Vse, kar je povezano z računalniki, vse, kar je povezano z uranom in vodnarjem. Skratka, značilnost prav otroka, ljudi, ki so se zdaj rodili, duše, ki so se zdaj inkarnirale. Kakšni odrasli bodo? To je tipično zdaj, ko je zdaj nova doba oziroma prišlo je do spremembe iz zemeljskih vplivov, zemeljskih elementov na zračne. Specifično ta let so nosilci novih sprememb, to, kar smo govorili o začetku nove dobe. Spravi to leto, pa tudi nekaj predlani, ne? Ampak specifično 2000, 2001 in naprej, ne? To so tipično otroci nove dobe. Kaj lahko starši takih otrok naredimo? Smo slišali, da bomo mogli biti bolj potrpežljivi, da so to zahtevni otroci. Sreča je, da ti starši teh otrok so že novodobni starši. To je sreča, ne? Ker jaz vidim babice pa detki se včasih sprašujejo, pa kaj se zdaj to? Recimo, generacija, ki zdaj rojeva, približno je se rodila tam 80-ih, 90-ih, ne? Ampak to je že generacija novodobnih otrok. Ki bo znala shendlati. Ki bo definitivno znala shendlati, če bi slučajno, sicer zdaj ni neobičajno, da ženske rojevajo tudi po 40 in okej, ampak če bi slučajno to bilo možno, bi prevelik razkorak energetski, zavestno in Ampak ne glede na to, ne, starši, razen da bojo morali biti potrpežljivi, vztrajni, da se bojo morali držati besede, kar povejo, ne. Predvsem bojo morali biti povezani sami s sabo. Ker otroci jim ne bojo dali miru. Se pravi, ne vzgajaj otroka, vzgajaj sebe. Tako je. Ker če nisi povezan sam s sabo, ne boš mogel vzgajati tega otroka. Hvala lepa, Jimmy je bil tole. Evo, če bi tudi sami naredili zase ali pa za svojega otroka natalno karto ali pa nekoga, ki se je zdajle rodil, preverite na klepet@kavi.si, tam imate eno novo kategorijo storitve, pa si poglejte, to je res nekaj, kar narediš enkrat v življenju in imaš za celo življenje in je res fajn, da imaš vse te informacije, da lahko konkretno podpreš. Ja, takšni časi so specifično.